Dober dan, odločitev z današnje seje vlade bo predstavil podpredsednik vlade Matej Arčon, izvolite. Ja, spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Danes se je vlada seznanila s predlogom zakona tako imenovanega o božičnici. Gre za poseben zakon, o katerem bo v naslednjih dneh seveda razpravljal tudi še ekonomsko-socialni svet. Naša želja je, da se socialni dialog uspešno zaključi najkasneje nekje do 27. oktobra. Božičnica je, po mojem mnenju, nek logični naslednji korak politike te vlade, ki se tudi trudi izboljšati položaj in seveda tudi prihodke zaposlenih skozi celoten mandat z številnimi ukrepi na različnih področjih. Tako smo v preteklosti bistveno povišali zagotovljeno pokojnino, povišali smo minimalno plačo toliko kot še nobena vlada doslej, povišali smo nadomestilo za brezposelnost, redno usklajujemo vse socialne transferje in bistveno smo povišali tudi plače zaposlenih v javnih sektorjih, v javnih sistemih, torej zdravnikom, medicinskim sestram, policistom, vojakom, gasilcem, učiteljem, skratka celotnemu sektorju za reformo, ki je bila tudi v preteklosti sprejeta in potrjena. In sprejeli smo tudi nekaj ukrepov z področja pravic delavcev. In tako da je ta božičnica, ki je danes bila kot predlog sprejeta, nek logičen uklep vseh teh dosedanjih aktivnosti, ki smo jih tudi sprejeli. In pomembno se mi zdi poudariti tudi, da smo tudi za upokojence skozi reformo pokojninsko ustalili pokojnino oziroma izplačilo božičnice. Tako da obvezna ta božičnica za zaposlene bo letos, ne bo samo letos, bo tudi vsa naslednja leta, to se mi zdi pomembno poudariti. Tako da bo zimski dodatek oziroma božičnica bo prvič izplačana najkasneje do 18. decembra 2025. Višina izplačila znaša 639 evrov bruto. Podjetja, ki se soočajo z likvidnostnimi težavami, bodo imela možnost ta zimski dodatek izplačati z zamikom najkasneje do 31. marca prihodnje leto, kot velja tudi za izplačilo regresa. In da bi prišli nasproti gospodarstvenikom, smo da bi preprečili težave v poslovanju podjetij, smo se odločili narediti tudi letos posebno izjemo, ker smo se tudi včeraj v Prekmurju, Pomurju pogovarjali z gospodarstveniki in dobili tudi njihove predloge in pobude za uspešno izvedbo tega ukrepa. Smo se odločili, da za tista podjetja, ki ne bodo imeli možnost izplačila in imajo likvidnostne težave, bodo lahko izplačali letos 1/8 minimalne plače, kar trenutno znaša 160 evrov, vendar v primeru, da bo do plačila za to božičnico ne bodo smeli izplačati dividend in nagrad poslovodstvu. Tako da v samem javnem sektorju pa bo veljala polna višina izplačila 639 evrov. Ministrstvo za finance pa bo pripravilo predlog, na kakšen način bodo dobili božičnico vsi, ki so zaposleni v javnem sektorju. Tako da izplačilo tega zimskega prejemka se v prvem letu ne bo upoštevalo tudi pri izračunu pravic iz socialnih transferjev, tako da cilj je, da prejemniki ne vplivajo negativno na socialno upravičenost gospodinjstev. In zakaj ta božičnica je dobra za celotno družbo? Ker ne gre samo za to, da si zaposleni ta prihodek več kot zaslužijo, ta rešitev sledi tudi želji po davčni razbremenitvi osebnih dohodkov. Tako da božičnica bo popolnoma neobdavčena, prosta vseh davkov in prispevkov in s tem se resnično vzpostavlja davčno ugoden način za nagrajevanje zaposlenih. In tisti
delodajalci, ki se zavedajo, kako pomembni so zaposleni za uspeh posameznega podjetja, bodo ta mehanizem gotovo uspešno uporabili za dodatno motiviranje svojih zaposlenih. In številni uspešni podjetniki so zadovoljni in veseli, da bodo lahko nagrajevali svoje zaposlene na bolj ugoden način kot doslej, in tudi to so včeraj v Prekmurju velikokrat tudi slišali. Sledijo novinarska vprašanja. Rok Šuligoj, TV Slovenija. Pozdravljeni. V zvezi s to božičnico je v bistvu kar precej vprašanj. Čeprav razumemo, božičnica bo izplačana, bruto je neto. Ne? Bruto je neto. Tako kot ste rekli. Ali so te izjeme, ki ste jih našteli, so to vse izjeme ali obstajajo še kakšne druge izjeme? Kdo bo to izplačilo, torej upravičenost recimo zamika ali izplačila samo osmine nadzoroval oziroma na kakšen način se bo to preverjalo? In za javni sektor, koliko denarja je potrebnega za izplačilo v javnem sektorju in iz katere postavke, od kje v proračunu bo ta denar prišel? Namreč minister za finance je dejal, da je denar v proračunu zagotovljen. Hvala. Torej, če je minister za finance zagotovil, da je v proračunu denar zagotovljen, je zagotovo zagotovljen. Moram povedati, da je ta dodaten sklep, ki smo ga sprejeli in naložili Ministrstvu za finance, da pripravi načrt, bo tudi vseboval točno to, kar ste vprašali, se pravi, kje in koliko denarja, se pravi, odgovor bo sledil v naslednjih tednih, najkasneje tam nekje do potrditve tega sporazuma na ekonomsko-socialnem svetu. Kakšni so mehanizmi glede izplačila, so podobni kot pri regresu. Se pravi, tisti, ki ima likvidnostne težave, ima možnost izplačila tako imenovane božičnice do 31. marca prihodnjega leta, in tisti, ki ne more polne božičnice izplačati, lahko izplača minimalno v višini 160 evrov. Se pravi, je razpon med 160 evrov in 639 evrov, pod pogojem, da ne izplačuje dividend in nagrade poslovodstvu. Glejte, vse te zadeve vam bo Ministrstvo za finance bo definirano v vseh teh plojih. Kontroliralo se bo tako kot pri izplačilu regresa. Inšpektorat bo preverjal to. Kako je, ali ste se o tem, ko ste se o tem pogovarjali na vladi, ste to sprejeli, ste bili pri tem sklepčni? Kakšno je bilo recimo stališče koalicijskih partneric, predvsem ministra za gospodarstvo? Ne, jaz mislim, da ta kompromis, ki smo ga dobili danes, je bil soglasno sprejet tako na koaliciji in kasneje tudi na vladi. To razumevanje vlade do trenutne situacije, kar se tiče samega izplačila že letošnje leto te božičnice, se pravi, da po eni strani premaknemo izplačilo lahko na prihodnje leto in po drugi strani, da imamo razpon izplačila od 160 do 639 evrov, je razumljivo in želim si, da bo to dobro sprejeto tudi pri deležnikih v ekonomsko-socialnem svetu. Če smem dopolniti, Inšpektorat Republike Slovenije za delo bo nadziral, ali so ti prejemki izplačani delavcem in ali je morebiten zamik izplačila upravičen. Lara Draškovič, bi se kar na te deležnike v ekonomsko-socialnem svetu navezala. Kdaj bo zdaj to obravnaval ekonomsko-socialni svet? Ste že dorekli datum? In pa ali so pri tem predlogu zakona možne še kakšne spremembe, kakšna odstopanja, ker so delodajalci recimo že opozarjali, da se, če je vse določeno, nimajo pogovarjati več o ničemer? Glejte, jasno je, da delodajalci so v prvi fazi nasprotovali temu predlogu. Predsednik vlade je včeraj povabil na srečanje v Lendavo, niso se tega srečanja udeležili. Jutri naj bi imeli ponoven termin srečanja s predsednikom vlade. S tem, ko smo se tudi z gospodarstveniki pogovarjali v Pomurju in dobili ustrezne njihove odzive, tako rekoč skoraj da brez izjeme so vsi z navdušenjem potrdili uvedbo te božičnice, ker jih hkrati tudi razbremenjuje, in dobili tudi predlog, da naredimo ta razpon med 160
in 639 evrov, kar se nam zdi res sprejemljivo tako za delodajalce kot tudi za delojemalce. Sicer bo pa vlada vztrajala pri 639 evrih in tukaj ne bo absolutno popuščanja. je to naš predlog. Mi si želimo dialoga, da bi ta predlog bil na ekonomsko-socialnem svetu do 27. oktobra tudi sprejet in potrjen. Jaz imam še eno vprašanje glede višine zimskega dodatka. Ali kakšna bo višina tega dodatka in ali bo ta dodatek samo letos ali bo tako kot pri božičnici, kot ste dejali, veljal tudi za vsa naslednja leta? To bo dejansko do sprejema zakona o ZDR-ja, zakona o delovnih razmerjih, ustaljena praksa, zato sem tudi v uvodu povedal, da to gre za večletni ukrep do sprejema tega zakona. Zato bo v tem posebnem zakonu tudi to potrjeno. Se bom jaz še tukaj navezala. Ste danes tudi odločili o zimskem dodatku za upokojence? Lejte, kar se tiče zimskega dodatka za upokojence, tudi to bomo rešili. Vemo in zavedamo se, v kakšno situacijo so nas spravili tisti, ki so začeli zbiranjem podpisov, gospodom Kordišem in tistim delom, bom rekel, majhnem, minimalnem delu predstavnikov sindikatov. Mi bomo skušali najti rešitev in verjamem, da je tudi bomo, da bomo tudi s posebnim zakonom ali v ta ali poseben zakon zagotovili, da upokojence ne pustimo na cedilu. Ni še pa bilo to danes na vladi in te odločitve? Smo, pogovarjali smo se predvsem na koaliciji. Želja celotne koalicije je, da tudi to ustrezno rešimo in tudi to bomo zagotovo rešili. Še imamo na tej strani vprašanje, prosim, da se predstavite. Hvala. Lana Hrastelj, Planet TV. Mene pa v bistvu zanima, kako komentirate dejstvo, da identiteta predsednika vlade na Raiffeisenbanki ni bila ukradena. Lejte, to so stvari, na katere je predsednik vlade že večkrat povedal, že 150krat na to odgovoril in ne vem, zakaj se predvsem ukvarjate s tem vprašanjem, ko na tistem računu po mojih informacijah sploh ni bilo nobenega denarnega toka. Izvolite, Rok Šuligoj. Ja, jaz imam še vprašanje na v bistvu orožje. Na hitro se je predsednik vlade zjutraj ustavil pred našo kamero in dejal, da je v bistvu, da gre za tajnost podatkov, ampak da je orožje, ki je namenjeno za Ukrajino, v bistvu, da ne gre za, bom rekel, napadalno, pač pa obrambno orožje. Ali lahko o tem poveste, prosim, nekaj več? Torej, za kaj točno gre, za kakšne vrste oborožitvene sisteme ali karkoli že pač to je, za koliko denarja in kakšen je tukaj pogled v bistvu koalicijskih partneric, ker tukaj pa se mi zdi, da ni bila zadeva tako soglasna kot mogoče pri drugih stvareh, o katerih ste prej govorili. Hvala. Mogoče ni bila dovolj jasno obrazložena ali razumljena. Ne gre za orožje, gre za obrambno opremo za zaščito civilnega prebivalstva in energetskih objektov zaradi v primeru morebitnih zračnih napadov. Sprej, mi ne kupujemo Ukrajini orožja, pač pa opremo za zaščito civilnega prebivalstva in energetskih objektov v primeru zračnih napadov. Je pa znesek zagotovljen v proračunu Republike Slovenije strani Ministrstva za obrambe pri NATO izdatkih. Še na področje obrambe bi ostala in sicer ali se vlada danes tudi seznanila z financiranjem področja obrambe in varnosti, kajti namreč trenutno so proračunski dokumenti v državnem zboru. Tam je bil določen znesek BDP-ja, ki je nižji od tega, kar predvideva obrambna resolucija, predstavljen kot namenjen za vojaška sredstva. Kaj pa ostalo? Ali ste se s temi prerazporeditvami po posameznih resorjih seznanili in ali bo del tega tudi ta znesek, ki ga namenjate Ukrajini? Na to vprašanje vam bo z veseljem odgovoril kolega minister za obrambo Borut Sajovic. Pa ste vsaj to obravnavali? Pogovarjali smo se, ja. Že potrdili? Končali obravnavo? Danes je bila ta obravnava in smo o tem tudi odločali. Informacija je bila samo danes. Ja. Informacija, ja, tako proračuna. Pravi ste se seznanili s tem? Ja, tako je. Okay.
Še kakšno vprašanje? Če ne, se vsem najlepše zahvaljujem. Lep dan. Dio. Hvala, srečno.